Živi naj si narodi, ki klepni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrekle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrekle sosed bo, ne vrekle sosed bo mejak. Spoštovani občani in občanke, spoštovani nagrajenci in nagrajenke, ki boste v središču dogajanja nocojšnjega večera, spoštovani gostje, župana posoških občin Bovec in Kobarid, cerkljanski župan, podžupan občine Nova Gorica, svetniki in svetnice občinskega sveta občine Tolmin in spoštovani župan gostitelj Uroš Brežan. Prisrčno dobrodošli na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku občine Tolmin. Za nami je že večji del leta 2020 in če bi bilo vse kot običajno, bi bil za nami tudi že občinski praznik, ki ga občina Tolmin praznuje v mesecu maju, mesecu ljubezni in velikih zgodovinskih dogodkov, ki so določali življenje in razvoj tukajšnje regije in ljudi. A letos prav nič ni običajno, kar občutimo tudi vsi mi nocoj tu zbrani, in spomladanska epidemija je tudi naš praznik prestavila na zaključek poletja. Praznik, ki ni pomemben le zaradi spomina na preteklost in naše korenine, marveč tudi zaradi posameznikov, ki so s svojim delom pustili globok pečat v družbi in ki s tem istim delom skrbijo za njen razvoj na različnih področjih. Naši nagrajenci. Letos se jim bomo poklonili tu na gori, v eni tistih okolij, kakršnih bi si želeli čim več. Tu, na Šentviški gori, je duh ohranjanja domače zemlje in obstanka na njej še tako močan, da se v času vsesplošnega bežanja v večja urbana središča tu število prebivalcev celo povečuje. Podružnično šolo na vaši levi zdaj obiskuje že 21 otrok. Po tukajšnjih zaselkih je precej mladih ljudi in tudi zato je občina Tolmin letos tu zaključila eno svojih največjih investicij, gradnjo večnamenske dvorane za vašim hrbtom. Tukajšnja podružnična šola pa je poleti dobila novo streho. Zares veseli dejstvo, da se na tak način vlaga v naše najmlajše, ki so zagotovo naša prihodnost. In prav oni nam bodo sedaj dali nekaj vetra v krila današnje slovesnosti. Zato jih v nadaljevanju lepo vabim na oder. Izvolite. Ja, v naših vasicah na Šentviški planoti je zmeraj kaj, da so ljudje veseli. Danes in jutri bo še posebej slovesno. Najbrž je kdo med vami prvič na planoti, zato bi vam jo radi predstavili.
Pred 10 leti so učenci naše šole spesnili pesem, ki opisuje vse naravne in kulturne zanimivosti. Žal smo morali eno kitico spustiti, ker tovarne na Pečinah ni več, a smo rade volje spesnili novo, boste kar sami uganili katero. Šentviška planota. Šentviška planota je lepa in zelena, topla in prijazna, vedno vsa vesela. Tu živijo delavni ljudje in prijazni ljudje, ki imajo dobro srce. Na planoti veliko je polj, veliko je travnikov, veliko gozdov, narava je čista in lepa, saj čistilna akcija tu vsako pomlad poteka. Na planoto rad pride vsak, saj tukaj res še čist je zrak. V vsaki vasi je polno kmetij, vsak gospodar svoje živali redi. Pujski so za meso, krave prav tako, le konji so za ježo in tekanje veselo. V vseh treh vaseh na hribčkih cerkve stojijo, da ljudje vanje v nedeljo k maši odhitijo. Na Ponikvah cerkev je Marijina, zgrajena po načrtih znanega arhitekta Plečnika. Velika je na gori cerkev Vidova, s freskami Toneta Kralja poslikana. Svetmohor in Fortunat sta zavetnika, ki Pečane in njihovo cerkev varujeta. Prireditve privabijo veliko ljudi, vsak planotar si želi, da jih ne zamudi. Na Štefana se zberejo planotarji vsi, Gora Roka pa privabi tudi tuje ljudi. Folklorna skupina Eins priredi, za smeha obilo s tem poskrbi. Po Ivanu Lahajnarju so se poimenovali, on skladatelj je bil, na gori pri Špičku se je rodil. Če se športom ukvarjati želiš, na planoti več igrišč dobiš. Pozimi pa suše privabijo ljudi, ki radi bi se smučali. Na Ponikvah gasilski dom stoji, če v kateri vasi slučajno zagori. Tam se mladi gasilci učijo, kako požar lahko pogasijo. Na Debru mlin stoji, pod njim potoček žubori. Blizu njega še žaga je, a hlodov tam se žaga več ne. Na planoti visok vrh je, Črvov vrh imenuje se, na njem repetitor stoji in razgledna točka, ki kaže v vse smeri. Zdaj dvorano novo imamo in nikomur je ne damo. V njej bomo telovadili, trenirali, plesali in nastopali. Vsi, ki na planoti živimo, ponosni smo na njo. Zanjo lepo skrbimo, da še dolgo tako lepa bo. Ob koncu našega programa bi se radi zahvalili vsem na občini Tolmin, ki ste zaslužni, da je naša šola med počitnicami dobila novo streho. No, saj ste jo prepoznali.
novo kitico namreč. Dvorana za vašim hrbtom je le ena izmed velikih zgodb, ki so bile minulo leto ustvarjene na Tolminskem. Zadovoljnim nasmehom in ponosom se lahko tudi tokrat ozremo nazaj. Poglejmo si torej, s čim vse je občina Tolmin v minulem letu prispevala k večji kakovosti življenja v občini. Vodovod Tolminski lom, ena največjih in najzahtevnejših investicij občine Tolmin v zadnjih letih, je z obratovanjem začel lani poleti, priklop domačina nov sistem pa je pomenil velik preboj na področju vodooskrbe na območjih obeh lomov. Da je po letih prizadevanj v njihove kraje pritekla neoporečna pitna voda in da prebivalcem glavnega zaselka Tolminskega loma sedaj ni več treba prehuhavati vode iz lokalnega vodovoda, je tudi za predsednika krajevne skupnosti Tolminski lom Matjaža Žbogarja velik dosežek. V krajevni skupnosti mi vidimo ta del, ki je bil zdaj izveden, samo kot eno fazo, prvo fazo ene veliko večje investicije, ki bo zagotovila neoporečno pitno vodo za ves Tolminski in Kanalski lom. Sicer pa pomeni ta investicija, ki je bila do zdaj že izvedena, veliko predvsem prebivalcem strnjenega dela Tolminskega loma, ker so s tem po dolgih letih končno dobili pitno vodo, ki jo so sicer prej že imeli, ampak je bila oporečna. Cele krajevni skupnosti nam pa to daje neko upanje, da se bo v nekem doglednem času investicija nadaljevala tudi naprej v smerju proti zaselkom Makav in Široko in potem proti Kanalskemu lomu, ker so tam potrebe po pitni vodi največje, ker jim v poletnih časih, ko je suša, ta zmanjkuje. Mislim, da bomo skupaj z občino te rešitve dobili in da bomo kmalu tudi vsi ostali imeli vodo primerno, kako bi rekel, ljudem. Investicija je bila zahtevna tako z tehničnega, gradbenega in izvedbenega vidika, kot tudi z vidika občinskega proračuna. Položenih je bilo 1,5 kilometra vodovodnih cevi in zgrajen nov vodohran s prostornino 120 kubičnih metrov za celoten vodovodni sistem Tolminski in Kanalski lom, novo črpališče v vodohranu Drobočnik, tlačni vod od vodohrana Drobočnik do vodohrana Tolminski lom ter povezovalni cevovod med novim in starim vodohranom v Tolminskem lomu. Istočasno pa je Telekom na trasi položil tudi omrežje za potrebe telefonije na območju obeh lomov. Vlaganje v vodooskrbo na območju obeh lomov pa ostaja ena od prioritet občine Tolmin tudi v prihodnje. Najnovejše pridobitve se v začetku tega leta veselijo na Šentviški gori, kjer so se letos razveselili nove sodobne dvorane, ki bo življenju na planoti zagotovo dale novo dimenzijo in zagon. S torisom 463 kvadratnih metrov dvorana omogoča dovolj prostora, da so pod eno streho uredili prostore za izvajanje različnih športnih, kulturnih in družabnih aktivnosti, uporabljali pa jo bosta tudi podružnična šola in vrtec. Po besedah predsednika krajevne skupnosti Gregorja Lapanje gre za pomemben prostor, ki naj bi postal središče družbenih aktivnosti na planoti. Večnamenski objekt na Šentviški gori je kar odlična pridobitev za celotno Šentviško planoto. Veliko smo pa prispevali tudi z koncertom oziroma z dogodkom največjim na Šentviški planoti, ki se izvaja v juniju, Gora Roka. Ta objekt je nam prinesel kar veliko uporabnih prostorov za društva, kjer se bodo lahko zadrževala. Pridobili smo pa tudi veliko telovadnico, kjer se bodo dogajali veliki športni ter kulturni dogodki. Tega objekta se še posebno veselijo šolari podružnične šole Šentviške gore, saj bodo v njem dobili možnost za varen in kakovosten pouk športne vzgoje. Ne dobivamo namreč le sodobnega objekta, temveč tudi novo spodbudo za ohranitev življenja na podeželju. Z omenjeno investicijo, pri kateri so si roke podale 3 krajevne skupnosti, občina Tolmin in državna tehnična pisarna, občina Tolmin nadaljuje vlaganja v infrastrukturo,
ki je posredno ali neposredno povezana z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami ter obenem sledi usmeritvi zagotavljanja kakovostnih razmer za bivanje v bolj oddaljenih in redkeje poseljenih področjih. Vijugasta cesta proti planini Stador spada med ene bolj slikovitih v občini Tolmin, a je bila obenem doslej ena najbolj izpostavljenih in zaradi obrambe tudi nevarnih za številne uporabnike, ki so se želeli z jeklenimi konjički povzpeti v visokogorje. Zlasti je bila obremenjena na vrhuncu turistične sezone, saj pelje tudi do vzletišča Kobala, priljubljene točke jadralnih padalcev, srečevanje vozil na ozki cesti pa je bilo na določenih mestih domala nemogoče. Letos je občina Tolmin uspešno zaključila sanacijo zgornjega odseka ceste, ki jo poleti uporabljajo planinci, pašne skupnosti, agrarna skupnost, sprehajalci, jadralni padalci in naključni obiskovalci, ki si radi privoščijo panoramski pogled s Kobale. Kar se tiče ceste na planine Stador, ta del, kar je bo zdaj v 2 letih narejen, je bilo zelo v redu narejeno. Cesto so dobro utrdili in pa bankine so lepo končane. Bremenitev je zelo velika te ceste, posebno, ker hodijo padalci gor. Gre tudi po 10-15 kombijev in to večkrat na dan. Jaz upam, da bo občina to, da bo dala prednost teli cesti, ker za pašno skupnost je tole velik pomen tale cesta. V zadnjih letih je obremenitev višje ležečih cest povsod na Tolminskem vse večja, sploh v poletnem času, ko se v dolino Soče zgrnejo množice obiskovalcev od drugod. Občina Tolmin ima sicer enega najbolj razvejanih sistemov lokalnih cest, ki jih vzdržuje, zaselki, razvoj visokogorskega turizma in planšarstvo pa nalagajo aktivno vlogo pri reševanju omenjene problematike. Precejšnja vlaganja so bila zato v minulem letu namenjena tudi obnovi ceste v Čadrk. Turizem je ena najpomembnejših gospodarskih panog Tolminske, preko katere potekajo 3 znane daljinske poti, Alpe Adria, Julijana in Pot miru, ki vsako leto pritegnejo vse več obiskovalcev. A sodobnega turista vse bolj zanimajo prav dediščina in zgodbe, ki jih skrivajo posamezni kraji, zato se občina Tolmin posveča tudi urejanju tematskih poti. V minulem letu so nastale 3, ki pomembno dopolnjujejo ponudbo na Tolminskem. V Podbrdu so čez Milpoh, vzhodno pobočje nad Podbrdom, speljali sprehajalno pot, ki obiskovalca dvigne nad naselje in mu ponudi prekrasen pogled na ozko jedro naselbine s prepoznavnim železniškim središčem v dnu doline ter na vršace okoliških planin, ki se kot pahljače razprostirajo okoli miniaturne grape. Poskrbeli so za počivališče in osvežitev po poti, obnovili infrastrukturo na otroškem igrišču in z novima klopcama, počivalnikoma, igrali ter senikom knjig ustvarili nov medgeneracijski prostor. Nahajamo se na sprehajalni poti čez Milpoh. Pot je bila obnovljena, ta del poti je bil obnovljen v letošnjem letu v projektu Mrovce Cajta. Sama pot povezuje zgornji in spodnji del Podbrda. Začne se v turistično-informacijskem centru v starem vaškem jedru. Obiskovalca popelje nad Podbrdom do športnega igrišča ter železniške proge, vrača pa se nazaj v center Podbrda. Obiskovalec bo na tej poti, ob tej poti spoznal tako rekoč vse produkte projekta Mrovce Cajta, ki je v Podbrdu nastajal v zadnjih 2 letih. Prav tako bo obiskovalca ta pot popeljala skozi vso zgodovino Podbrda, začenši od začetka izgradnje bohinjske proge do današnjih dni. Odpiranje vrat v mikroprostor Tolminske pomeni tudi pot Lom je moj dom v Tolminskem lomu, kjer dobrih 12 km poti povezuje tudi lokalne ponudnike z tega območja in ki predstavlja posamezne lokacije in dediščino tega dela občine Tolmin. Z njeno vzpostavitvijo turizem v lomu ob kolesarskem dodatno pridobiva tudi v pohodniškem segmentu. Gre za kakovosten projekt, ki ima zgodovinsko, etnološko, pohodniško in kulturno vrednost in pri katerem je eno ključnih vlog odigrala lokalna skupnost s številnimi urami prostovoljnega dela. To pot smo odprli pred slabim mesecem, je pa bilo vanjo vloženih res precej ur truda, pa precej vztrajanja je bilo potrebno, da smo do tega prišli.
je pa že kar dobro obiskana, vsakodnevno srečujemo pohodnike, ki hodijo po tej poti. Še ena stvar, ki nam ta pot prinaša, mislim, da smo v celotnem procesu vzpostavitve te poti navezali zelo dobre stike z vsemi, ki so odgovorni za razvoj turizma v občini Tolmin, in upam, da bomo to znali unovčiti tudi naprej. Sprehajalna pot od Tolminskih korit do parkirišča Štrklepce na robu Tolmina povezuje dve pomembni turistični točki, Kozlov rob in Tolminska korita, njena ureditev pa je pomembna dopolnitev celovite preureditve infrastrukture Tolminskih korit. Po lanskem odprtju parkirišča Štrklepce je bila namreč letos zaključena tudi preureditev parkirišča na vstopu v Tolminska korita. S to potjo se je nadaljevalo tudi urejanje področja okoli Tolmina, kjer je že v pripravi tudi pot ob Tolminki. Čez Podbrdo se v času globalizacije, sodobnih kanalov komuniciranja in turistične ekspanzije zapelje vse več radovednih obiskovalcev, zaradi česar se je v zadnjem času dolina Baške grape začela vzpenjati tudi na turističnem zemljevidu. V prizadevanjih za ohranitev poseljenosti doline, v kateri je prišlo v zadnjih 20 letih do močnega padca populacije, gre za pomemben premik, ki pa mu morajo slediti tudi infrastruktura in spremljevalne aktivnosti. Tudi zato občina Tolmin v sodelovanju z Direkcijo za ceste Republike Slovenije v kraju pelje enega svojih največjih infrastrukturnih projektov, celovito prenovo kanalizacijske, vodovodne in cestne infrastrukture. V Podbrdu se izvaja trenutno tudi največja investicija v sami občini Tolmin. Izvajajo Direkcija za infrastrukturo skupaj z občino Tolmin, in sicer gre za rekonstrukcijo ceste skozi Podbrdo, 4. faza, zaključna faza. Gre za tehnično zelo zahteven projekt, vreden cirka 5 milijonov evrov. Podbrdo z njo ne dobiva samo urejene cestne infrastrukture, skozi izgradnjo pločnika, predvsem varnejšo peš pot skozi Podbrdo, zaključuje se celoten kanalizacijski sistem celega Podbrda, dobivamo nov vodovod. V okviru tega projekta se bosta uredila tudi dva osnovna trga v Podbrdu, in sicer trg pri odcepu za železniško postajo ter osrednji trg v centru Podbrda. Sama investicija bo Podbrdu dala sigurno ne samo nov videz, popolnoma nov videz, temveč tudi predvsem lepši, varnejši in čistejši videz. Spoštovani gostje, od pogleda v minule največje poudarke, ki so zaznamovali različne plati življenja v naši občini, bomo v nadaljevanju pozornost usmerili v nove perspektive in nove izzive. Uroš Brežan, župan občine Tolmin, vabljeni k današnji slavnostni besedi. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, kolegi župani iz Kobarida, Bovca, Cerkna, spoštovani kolega podžupan iz Nove Gorice, spoštovane ravnateljice, ravnatelji, direktorji in direktorice, občinski svetniki in svetnice, predsedniki in predsednice krajevnih skupnosti, spoštovani prijatelji, domačini tu na Šentviški planoti. Lepo pozdravljeni. Vidim, da ste bolj ali manj udobno nameščeni, precej komod nam je tukaj na Šentviški planoti, in jaz upam, da se bomo tako počutili skozi cel večer. Prav poseben čas je letos. Mislim, da se tudi starejši od mene tukaj ne spomnijo primera, ko bi občina Tolmin praznovala svoj občinski praznik v septembru. Ta pandemija, zaradi katere smo danes tukaj, nas je zopet naučila mogoče nekaj novega. Z njo se je bilo potrebno spopasti v pomladanskih mesecih, z njo se spopadamo še sedaj in mislim, da smo pokazali tako kot ob podobnih
naravnih nesrečah, ki smo jih v našem Posočju in na Tolminskem že vajeni, že vse od potresa leta 1976, pa potem tistega 1998 in 2004. Mimogrede, tisti je na nek način zaslužen tudi za to, da smo z njegovo pomočjo zgradili objekt večnamenske dvorane tukaj za nami. Pa potem smo se morali spopasti s poplavami v septembru leta 2007, pa tistimi ob Božiču leta 2009, pa žled je prizadel prav te kraje tu na Šentviški planoti v februarju leta 2014. Tako da smo v okviru civilne zaščite, ki jo vodi poveljnik Jože Dak Skobler, navajeni takih izzivov. In tudi tokrat smo znali združiti moči skupaj s sodelavci, predvsem vsemi v zdravstvenem domu Tolmin, kolegi na policijski postaji, na komunali, na občinski upravi, in smo se s temi izzivi spopadli na način, da mislim, smo lahko nanj ponosni. Ni bilo velikih težav, ne v naših inštitucijah, ne med ljudmi, ni bilo veliko okužb in mislim, da lahko podobno rečemo za ves ta del Slovenije, za celo regijo, kljub temu, da smo glede na lokacijo bili, glede na stanje v sosednji Italiji, kar precej ogroženi. Mislim, da nam to lahko vliva samozavest, da se bomo s podobnimi težavami znali dobro in uspešno spopadati tudi naprej. Je pa to tudi odločilen čas. Tako kot je vedno, ko se v sedanjosti kujejo projekti, kujejo ideje, katerih sadove bomo obirali v prihodnosti. Veste, tisti, ki spremljate politiko, da se na evropski ravni zaključuje eno od finančnih obdobij in da se sedaj začenja naslednje finančno obdobje. Veste, da Tolminska in cela severna Primorska spada v zahodno Slovenijo, ki je načeloma razvita slovenska regija, in z tega vidika naj v prihodnjih letih ne bi imela takega dostopa do evropskih sredstev, do možnosti skratka za razvoj, kot ga bo imela vzhodna Slovenija. Zato smo tudi s kolegi župani in nekaterimi drugimi, tistimi, ki se ukvarjamo z razvojem, poskušali in še vedno poskušamo državo prepričati, da obstaja tudi v razvitem zahodnem delu Slovenije, da obstajajo kraji, kot je denimo Šentviška planota, kot je Tolminska, kot je denimo cela regija Severna Primorska, ki so manj razviti kot nekateri kraji in pa tudi regije v vzhodni Sloveniji, in da moramo tudi tem krajem v naslednjih letih dati priložnost, da uresničijo svoje ideje, svoje projekte in svoje ambicije. Kako bomo to naredili? Mislim, da je eden od receptov ta, ki ste ga ali pa smo ga pokazali tudi na Šentviški planoti. Tudi zato smo danes tu. Dvorana, ki je za nami, večnamenski objekt, ki bo služil za aktivnosti tako krajanov tu na Šentviški gori, verjamem tudi obiskovalcev, pa tudi šolarjev in šolark tu podružnične šole, ne bi bil zgrajen, če tu ne bi bilo vztrajnosti, odgovornosti, če ne bi bilo sodelovanja. Ta zgodba se je začela tako, kot se veliko zgodb začne, včasih se kakšna tudi konča na ta način, z lastniškimi problemi. Kajti prvi korak, ki ga je bilo potrebno narediti, da smo sploh imeli možnost pridobiti sredstva strani države s potresa, je bilo to, da smo prenesli lastništvo na občino Tolmin. To ni bilo enostavno, tisti, ki se s takimi stvarmi ukvarjate, veste, kako to gre. No, na to pa je bilo potrebno premagati tudi kar nekaj izzivov, nekaj meja, ki obstajajo tudi med krajevnimi skupnosti, tako kot obstajajo med občinami, tako kot obstajajo med državami, med regijami. In tu na Šentviški planoti ste se znali združiti,
znali ste potegniti skupaj, to nam vedno in velikokrat pokažete. Vse 3 krajevne skupnosti, Ponikve, Pečenje in Šentviška gora, ste prispevali sredstva, ki jih imate namenjene za projekte, za to, da se je ta projekt uresničil. Vaš slovensko poznani projekt in podvig Gore Roka je prav tako v letih, ko se je uspešno izvajal, žal letos ne, tako kot mnoge druge prireditve na Tolminskem, tudi prispeval določena sredstva za to, da smo ta objekt skupaj lahko zgradili. Svoje je prispevala občina, moji sodelavci in tudi država. In to mislim, da je način, ki ga bomo, verjamem, da skupaj znali ubrati tudi v regiji, župani, da bomo znali državo prepričati, da smo tu ljudje, ki imamo ambicije, ki imamo vizijo in da si zaslužimo pozornost tudi strani države, da te stvari lahko uresničimo. Danes je tudi slovesen dan. Slovesen dan zato, ker imamo priložnost, da se zahvalimo, da se sam v imenu skupnosti in občine zahvalim tistim ljudem, ki smo jih prepoznali kot one, ki so odstopili od povprečja, tiste, ki si zaslužijo nekaj več pozornosti, ki nosijo ime naše občine, ime naših krajev v svet in ki delajo naše življenje bolj zanimivo, bolj interesantno in tudi zato se seveda še enkrat vsem skupaj nagrajencem zahvaljujem. Začeli smo z dediščino, mogoče lahko na tak način počasi tudi zaključimo. 2 spomenika imamo tukaj na Šentviški gori in mislim, da tudi nagrajenci, ki bodo danes stali z mano tukaj na odru, kažejo na to, da občina Tolmin veliko da na svojo dediščino. V letošnjem letu se je tudi veliko dogajalo, poleg tega, kar bomo zdaj slišali, ko bomo govorili o dosežkih naših nagrajencev. Raziskali smo dodatno naš grad Kozlov Rob, arheologija, ki je tam in dediščina, ki se kaže tam, bo gotovo še eden od dodatnih motivov za vse, ki se z dediščino pri nas ukvarjajo, pa tudi za obiskovalce, ki raziskujejo naše kraje. In ne samo to, kasneje se je v okviru istega projekta na Doru v Tolminu odkrila še ena dodatna atrakcija. Legenda je bila do zdaj samo to, zdaj pa vemo, da imamo tam res ostanke dvorca, poletnega dvorca Oglejskega patriarha, ki se povezuje še z eno dodatno zgodbo. Namreč z našim pobratenjem, z občino Vikijo v Toskani. Kajti oni ob 800. obletnici Danteja želijo ponovno vzpostaviti stike z občino Tolmin in že potekajo tudi aktivnosti na tem področju in verjamem, da bomo lahko tudi na osnovi dediščine, legend, ki postajajo resničnost, ponovno se veselili kakšne dodatnega obiska in ponovno vzpostavljenega sodelovanja tudi s Toskano. Veliko je stvari, ki bi jih bilo danes še zapovedati. Mogoče za konec še to, da v časih, ki so negotovi, lahko samozavestno zremo tudi v prihodnost, tudi zaradi tega, ker se danes lahko veselimo novih pridobitev, ker smo v preteklosti pokazali, da se z izzivi znamo spopasti. Da imamo v naših krajih ambicije, tu lahko omenim denimo pobudo v zgornjem delu Baške grape, ki si želi postati gorniška vas
in to pomeni, da se umesti v podobne vasi oziroma mesta v alpskem loku, ki se trudijo za nov, drugačen, odgovornejši, trajnostni način turizma. Na Šentviški planoti so se prav na podlagi vsega doseženega uvrstili med nekaj redko izbranih ruralnih okolij v Evropi, na katerih se bo poskušala doseči nov preboj, nov razvojni preboj. In zato bodo namenjena tudi nova evropska sredstva. V Tolminu smo v zadnjih letih veliko naredili na temu, da smo prav z prebivalci poskušali najti nove ideje, kako oživiti stari del mesta, in to bo poseben izziv, ki ga bo prinesla obvoznica, ki jo bomo, verjamem, lahko začeli izvajati že v naslednjem letu. In z tega vidika veselijo tudi ambicije, ki jih imajo naša podjetja. Tu na Šentviški gori moram gotovo izpostaviti kmetijsko zadrugo skupaj z mlekarno Planika, ki je velik delodajalec tudi na tem področju, in verjamem, da bomo skupaj našli tudi moč in energijo, da bomo lahko te ambicije v Tolminu uresničili. Ta današnji dan, ki ga imamo danes na voljo, pozivam vas, da ga izkoristimo dobro za prijetno druženje, naj se skreše še kakšna ideja, ki jo bomo lahko potem skozi leta in skozi prihodnje dni, tedne in mesece izpilili in katerega sadove se bomo lahko veselili v prihodnosti. Hvala vsem, ki ste prišli, čestitke še enkrat nagrajencem in prijeten večer.
Če kdo prijatelji ima čas, naj pride k meni v vas. Le sladkovice, vince pijmo in hvalimo Boga, z veseljem ga nalimo, tak dobrega nam da. Kdor svoje dni ni vinca pil, ne pil, ne ljubil, nič ni uživ, zatorej ljubim in pijem in pojem, kodar grem. Le sladkovice, vince pijmo in hvalimo Boga, z veseljem ga nalimo, tak dobrega nam da. Le sladkovice, vince pijmo in hvalimo Boga, z veseljem ga nalimo, tak dobrega nam da. Lepo in navdihujoče je čutiti pripravljenost na snovanje pravih zgodb, takšnih, ki prinesejo nekaj dobrega in koristnega posamezniku in celi skupnosti. A velike zgodbe se pač ne napišejo same. Za njimi vedno stoji nekdo, ki želi s svojim talentom in prizadevnostjo ustvariti nekaj dobrega, lepega in koristnega. Da bi tem zgodbam dali nekaj dodatnega leska in odličnosti, lokalna skupnost zaslužnim občanom tradicionalno podeljuje priznanja in nagrade. Na oder torej sedaj vabim najprej župana občine Tolmin, Uroša Brežana in članico komisije za priznanja in nagrade, Nado Belomo, da skupaj podelita županove zahvale in priznanje župana za leto 2020. Prosim. Zahvalo župana občine Tolmin prejmejo prostovoljke projekta Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma za 10-letno humanitarno delo na področju prostovoljstva. Prosim, da se nam pridružite tukaj na odru. Sodobni načini življenja so močno vplivali tudi na daljšanje življenjske dobe in v občini Tolmin živi kar nekaj občanov, ki se ponašajo s častitljivo starostjo 90 in več let. Gre za življenjsko obdobje, ki s seboj prinaša drugačne potrebe in v katerem so bolj kot v katerem koli drugem času potrebni razumevanje, potrpežljivost in podpora soljudi. Marsikdo se je zaradi gibalnih omejitev primoran soočiti s spremembo življenjskih navad, ožanjem kroga socialnih stikov, omejen je tudi čas druženja z mlajšimi člani družine, ki jih obremenjuje hiter ritem življenja in obveznosti. Nihče si na jesen življenja ne zasluži biti osamljen ali brez podpore soljudi in prav zato si prizadevajo prostovoljke vseslovenskega projekta Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, ki na Tolminskem že desetletja lepšajo in lajšajo življenje mnogih starostnikov nad 69 let. Skupina prostovoljk je na pobudo Majde Maglice nastala oktobra 2010, ko je sprejela tudi etični kodeks delovanja in pravilnik o varstvu osebnih podatkov z željo, da bi pomagali tistim, ki ne znajo, nočejo ali ne morejo poiskati pomoči. Prostovoljno so začeli obiskovati starejše na terenu in sproti spoznavale, da se ob osebnem stiku in pogovoru marsikateri starejši omehča in sprejme pomoč, ki jo je predtem zavračal pri poskusih posredovanja uradnih inštitucij. Kako lepo je videti iskre v očeh, ko starejše obiščemo ob visokih jubilejih, marsikdo komaj čaka, da potrkamo na vrata in se skupaj nasmejemo in spomnimo kakšnih anekdot v preteklosti, rade povedo članice skupine. Koliko zgodb je bilo že slišati, koliko solza pretečenih, koliko sreče.
V 10 letih delovanja so prostovoljke zabeležile skoraj 8000 obiskov na domu, med katerimi so se razvili lepi odnosi s starejšimi, okrepilo pa se je tudi zaupanje v njihovo delo. Marsikje so namreč prostovoljke edina pomoč osamljenim in pomoči potrebnim. Marsikdo od starostnikov, sploh v bolj odmaknjenih krajih, niti ne ve, kakšne pomoči je lahko deležen, niti katere inštitucije bi mu lahko pomagale. S pogovori vedno znova iščejo rešitve, mnogim so pomagale do denarne pomoči ali paketov s hrano na Rdečem križu ali Karitasu, pa do denarne pomoči na Centru za socialno delo, pomoči na domu, posredovale in zagotovile so obiske patronažne sestre pri tistih, ki so bolehali in potrebovali zdravstveno podporo. In spodbujale aktivne k udeležbam v programih Društva upokojencev, kjer ohranjajo socialne stike in aktivno starost. Prostovoljkam projekta Starejši za starejše za višjo kakovost življenja doma, zato Občinski svet občine Tolmin za 10-letno humanitarno delo na področju prostovoljstva podeljuje zahvalo. Zahvalo župana občine Tolmin prejme tudi duo Bakalina za 10 let glasbenega ustvarjanja. Prosim. Včasih se najlepše zgodbe rodijo na najbolj preprost in spontan način in mednje zagotovo spada tudi rojstvo Bakaline, glasbenega dvojca, ki je v dobrih 10 letih ustvarjanja prerasel v enega zaščitnih znakov glasbe tolminske in promotorja njenega narečja. Ko je namreč Jani Kutin eno od pesmi, nastalih med kmetovanjem v rodnem Čadrgu, zapel prijateljici Renati Lapanja, se je začela odvijati njuna uspešna zgodba, ki šteje že 4 studijske albume, nešteto nastopov na različnih odrih po Sloveniji in tudi že v tujini. Zadnjih nekaj let pa uspešno deluje tudi večja različica zasedbe, 8-članska Bakalina Velika. Njune pesmi poudarjajo tolminsko narečje in govorico, ki počasi, a vztrajno izginja iz vsakdanje rabe, besedila in zgodbe pa so postavljene v lokalno, najpogosteje kmečko okolje Tolminske. Pogosto so refleksija aktualnih dogodkov in naslavljajo večje tematike, kot so migracije, vojne, meje, odnos do okolja, politične vizije. Tudi zato je njuno pesniško udejstvovanje nemudoma sedlo v ušesa raznolikih poslušalstev. Nastopala sta v planinskih kočah in turističnih kmetijah, klubih, knjižnicah in kulturnih domovih, tudi na ulicah in trgih, gostovala pri izseljencih v Švici in sodelovala z mnogimi prekaljenimi glasbeniki. Pela in igrala sta na prireditvi ob 300-letnici tolminskega punta, izštekanih 10 ob podelitvi Borštnikovega prstana, na drugi godbi v Stožicah in prireditvi ob Evropski prestolnici kulture 2012. Preprost kmet, ki ga Jani predstavlja na odru, z bogatim narečnim besediščem, kritično, poglobljeno in duhovito komentira stvari, ki zadevajo vsakogar. Poslušalca ob tem k spremljanju spodbudi še harmonika, ki jo Renata razteguje na tako poseben način, da je spremenila splošno dojemanje harmonike kot inštrumenta narodno-zabavne ali akademske glasbe in pokazala na možnosti njegove kreativne rabe v popularni glasbi. Z rovtarskim šansonom, ki opisuje aktualne družbeno-politične situacije, je Bakalina veliko naredila tako za popularizacijo tolminskega narečja, kot za širjenje zavesti puntarskega podeželja. Zato gre dvojcu letos zahvala občinskega sveta občine Tolmin za 10-letno delovanje na glasbenem področju.
Zahvalo občine Tolmin prejme tudi Matej Gaberšček za več kot 30-letno delo v atletskem društvu Posočje. Prosim. V času, ko nam tehnološki razvoj vse bolj narekuje ritem življenja in ko je pričakovati, da bomo že v bližnji prihodnosti večji del stvari lahko uredili zgolj s klikom ali dvema iz varnega udobja domačega zavetja, šport prerašča v dobrino, ki ni več sama po sebi umevna. Če kdo, potem se tega dan danes zaveda Matej Gaberšček, brez katerega si tolminske atletske zgodbe zadnjih 30 letij ni moč zamisliti. Velik športni zaljubljenec in entuziast, ki je leta 1988 atletskemu društvu Posočje na robu propada vdahnil novo življenje in z oživitvijo njegovega delovanja somišljeniki začel graditi klub, v katerem se je odtlej zvrstilo na stotine mladih različnih rodov. Nastalo je športno središče, ki članom ni bilo le vadišče, marveč za mnoge mlade tudi prizorišče tkanja prijateljskih vezi, stičišče različnosti in neizogibne vzgoje. Kot diplomirani profesor športne vzgoje in od leta 1989 tudi stalni učitelj pri osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu, je Matej Gaberšček združil svoje strokovno športno znanje in smisel za pedagoško poučevanje. Od obuditve kluba pred 32 leti je bil do lani tudi njegov sekretar, obenem organizator tekem in izobraževanj ter sočasno trener. Bil je član številnih strokovnih teles, dejavno deloval na področju športnega raziskovanja in pri oblikovanju smernic športnega delovanja ne le na lokalni, marveč tudi državni ravni. Sadovi njegovega dela so padli na plodna tla tudi pri širjenju kadra v klubu in skrbi za naslednike, tako da 3 od 8 pionirskih in mladinskih reprezentantov s preloma tisočletja zdaj že upravljajo delo trenerja in skupaj z njim skrbijo za prek 100 v klub včlanjenih osnovnošolcev in srednješolcev. V zadnjem letu so v mlajših kategorijah osvojili 10 kolajn na državnih prvenstvih, 3 pa so si zagotovili članstvo v slovenski reprezentanci mladincev in mlajših mladincev. Kot velik zagovornik gibanja ima tudi zunaj kluba aktivno vlogo pri številnih dejavnostih. Kar 18 let je bil vodja teka Sotočja in teka in pohoda na Tolminski grad, vodil je mednarodne krose z Italijani, prvenstvo Slovenije v krosu in še bi lahko naštevali. Za enega večjih uspehov pa si je štel tudi lansko prenovo atletskega stadiona na Brajdi, za katero se je somišljeniki potegoval vrsto let in ki je mladim tekačem prinesla boljše razmere za vadbo v domačem kraju. Če bi ure, porabljene štoparico v roki ali urejanjem papirjev, pretočil v cekine, bi bil že bogataš, a Matej Gaberšček je atletiki dal srce. Tudi zato je toliko dal panogi, ki ne zahteva veliko, a da ogromno. Panogi, v kateri je bilo, ne glede na režime in stanje družbe, vseeno, ali si iz višjega ali spodnjega družbenega sloja in v kateri se je lahko preizkusil vsakdo, le želje in vztrajnosti je moralo biti. Mateju Gaberščku gre zato zahvala občinskega sveta občine Tolmin za leto 2020. Priznanje občine Tolmin prejmejo pašne skupnosti mlečnih planin občine Tolmin za dolgoletno delo pri ohranjanju kulturne in naravne dediščine planin. Izvolite. Planšarstvo na Tolminskem ima dolgo tradicijo in z ekspanzivnim širjenjem turizma je vse več tudi obiskovalcev visokogorja,
ki radi posežejo po pristnih mlečnih izdelkih. Le kdo še ni slišal za sir Tolminc, zaščiteno označbo porekla, ki spada med najbolj prepoznavne slovenske avtohtone proizvode in ki nastaja prav iz mleka, pridelanega na planinah nad Tolminom, kar mu daje poseben okus in teksturo. Planin je sicer zaradi zahtevnih razmer za delo precej manj kot v preteklosti, v vseh hribih nad Sočo bi jih lahko našteli le okoli 20. Prav skupnost mlečnih planin občine Tolmin, ki zajema Polog, Razor Stador, Pretovč, Sleme Medarje in Lom pod Kuk, pa igra odločilen pomen pri ohranitvi in pridelavi tolminskega sira, saj se v času poletne sezone osredotoča prav na njegovo izdelavo. Gre za eno najzahtevnejših oblik kmetovanja, ki je močno odvisna od trenutnih razmer v naravnem okolju, kjer objekti še ne sledijo tehnološki modernizaciji v dolini. Pa vseeno se na planinah trudijo slediti dediščini planšarstva, ki ima v teh krajih dolgo zgodovino. Na Tolminskem je bila namreč živinoreja izrednega pomena že v preteklosti, o čemer pričajo že arheološke najdbe iz prazgodovinskega časa. Tradicionalni tolminski sir predelujejo iz polnomastnega mleka, ki mu paša v neokrnjeni naravi in na nekaterih višje ležečih planinah daje še posebno izrazit okus, njihova dejavnost pa sega še precej dlje od predelave surovine v končni izdelek. Delo na planinah ni vezano le na pašno sezono. Zunaj nje ohranjajo in obnavljajo objekte, čistijo in preprečujejo zaraščanje pašnih površin in s tem ohranjajo podobo podeželja, ki je privlačna tudi za obiskovalce planin. Kmetijske in gospodarske danosti mlečnih planin so omejene in v prihodnosti bo še kako pomembna dodana vrednost neokrnjene narave in zdrave hrane. Gre za posameznike, ki so predani ohranjanju dediščine svojih prednikov in pripravljeni delati za dobrobit skupnosti. Za garače, ki vstajajo pred zoro. Za preproste ljudi, ki vedo, da narava da toliko, kolikor vanjo vložiš. In dokler bo tako, bo upanje tudi za preživetje planin v Visokogorju. Občinski svet občine Tolmin zato pašnim skupnostim mlečnih planin namenja priznanje za njihovo srčnost, trud in neomajno vero v boljši in pravičnejši jutri. Priznanje občine Tolmin prejme tudi Miha Mlinar za dolgoletno delo na področju kulturne dediščine in za njeno promocijo, s čimer je pozitivno vplival na razvoj kulturnega turizma v občini Tolmin. Prosim. Če ne poznamo preteklosti, življenja prednikov in njihovih navad, ne moremo razumeti sedanjosti niti samih sebe. Zgodovina Posočja pa je neizčrpen vir še neodkritih zgodb, predmetov, ostankov gradenj in grobov, ki jih zgodovinarji in arheologi sproti obujajo k življenju in nam preteklost odkrivajo v povsem novi perspektivi. Eden tistih, ki je kopanju po preteklosti posvetil tisoče in tisoče ur dosedanjega življenja, je tudi Miha Mlinar, magister arheoloških znanosti z Mosta na Soči, eden najbolj zaslužnih za lepo število zgodovinskih odkritij v Posočju. Miho ujeti v njegovi pisarni v Tolminskem muzeju je domala nemogoče. Raje vidi, da mu med prsti polzijo prgišča zemlje in da v terenski opravi raziskuje potencialna najdišča, s katerimi bi dopolnil vedenje in znanje o naših prednikih in nekdanjih časih. Kot velik ljubitelj in specialist za problematiko starejše železnodobne svetolucijske kulture ter arheologijo Posočja, kar se prepleta tudi z njegovim 20-letnim prostovoljnim delom v turističnem društvu v rodnem Mostu na Soči, je bil tudi pobudnik nastanka kulturno-zgodovinske poti čez most po modrost, ki povezuje vse znamenitosti kraja in okolice.
Pri projektu je ves čas aktivno sodeloval kot idejni vodja, avtor besedil za vodnik, zgibanke in informacijske table, od zaključka projekta pa po poti rade volje popelje različne skupine in jim izkušnjo ogleda obogati s svojim neprecenljivim zgodovinskim znanjem. Zaradi njene smiselne oblikovanosti je pot po desetletju še bolj prepoznavna in veliko prispeva k uveljavitvi in prepoznavnosti Mosta na Soči kot kulturno-turističnega in arheološkega bisera Posočja. Ob tem je avtor in soavtor številnih arheoloških razstav, kar za 4 je prejel tudi priznanja Slovenskega arheološkega društva. Miha Mlinar, tudi velik kulturnik, je bil skoraj 20 let tudi predsednik domačega kulturnega društva Ivana Preglja in je že doslej s predanim muzejskim delom in delom na področju kulturnega turizma veliko prispeval k odkrivanju in predstavitvi kulturne dediščine ter s tem skupaj s sodelavci pri Tolminskem muzeju postavil tudi temelje za nadaljnjo promocijo Posočja na tem področju. A kot pravi, je čar tega prav tako, da je skritih zgodb preteklosti, ki se pogosto skrivajo zakopane že v plitkih plasteh zemlje toliko, da nikoli ni videti konca. Eden večjih izzivov, v katerega bi rad zagrizel, so tudi ostanki poletnega dvora Oglejskega patriarha na Doru, ki so jih odkrili nedavno in predstavljajo eno večjih odkritij zadnjega obdobja, ne le na Tolminskem, marveč širše. Občinski svet občine Tolmin mu zato podeljuje zasluženo priznanje za dolgoletno delo na področju kulturne dediščine in njeno promocijo, s čimer je pozitivno vplival na razvoj kulturnega turizma v občini Tolmin. Hvala lepa seveda vsem nagrajencem in nagrajenkam, morda še skupinska fotografija, potem pa nadaljujemo s programom. Lahko se tudi posmejete, zelo resni. Ja, bravo. Hvala. V 2 besedi je Primož Kališnik ujel tako rekoč vso veličino planote. Čarna je zapisal. Morda tudi zato, ker je od nekdaj močno prepletena z glasbo in drugimi umetnostmi. Dovolimo ji torej, glasbi seveda, da čarobno barva tudi nocojšnji večer. Na oder še enkrat vabim vokalno skupino Flance. Prosim. Večer, zvezde se bleščijo in pozdrav tovorno žarijo. Čakam na obložin, vsa tičata, utri pa tebi srce moja. Žuljava, roka tvoja bo.
Ravno slišani akordi so bili zagotovo pisani tudi na dušo še zadnje nagrajenke nocojšnjega večera, znane po odkritosrčnosti, poštenosti, predvsem pa velikem srcu. Pred nami je torej še razglasitev najvišje nagrade letošnje prireditve občinske plakete za leto 2020. Prosim torej, da se mi na odru še enkrat pridružita župan občine Tolmin Uroš Brežan in članica Komisije za nagrade in priznanja Nada Belomo. Plaketo občine Tolmin prejme Stanka Golob za širjenje prepoznavnosti Baške grape in Slovenije zunaj njenih meja ter za prenos znanja mladih. Prosim. Strma pobočja Baške grape, med katere je ozko strugo vsekala reka Bača, nikoli niso nudila najbolj prijaznega okolja za življenje, a so tamkajšnje prebivalstvo že zgodaj naučila, da se je tudi v zahtevnih razmerah s trdim delom in vztrajnostjo mogoče uspešno prebiti skozi življenje. Takšno okolje je v mladosti vplivalo tudi na Stanko Golob, uspešno slikarko z Grahovega ob Bači, ki se je uveljavila s svojim inovativnim načinom slikanja s peskom. Baške grape nikoli ni zapustila, v zahtevnosti življenja je našla svoje veselje in izziv, tamkajšnji pejsaž, ob pogledu na katerega ji vsakodnevno zaigra srce, pa je eden od njenih priljubljenih motivov pri umetniškem ustvarjanju. Veliko Bače je moralo preteči, preden se je lahko posvetila svoji ljubezni, slikarstvu. Kot mati 3 otrok je zgodaj pustila službo v lokalni tovarni TVI Bača in se posvetila vzgoji ter kmetiji, pozneje tudi vrtnariji, s katero se je del življenja družine tudi preživljala. Vmes je rada slikala, a zgolj občasno, za sprostitev in ko je delo dopuščalo. Pred 25 leti pa je začela pisati novo poglavje svoje poklicne poti in sprva z belim soškim ter črnim baškim peskom odkrivala čar drugačnega slikanja. 20 let se je redno udeleževala tečajev in likovnih delavnic. Njena tehnika je bila vse bolj iskriva in domiselna, mož, ki je prevzel vlogo šoferja, jo je vozil ob reke in prodišča po vsej Sloveniji. Črnemu in belemu pesku je dodajala druge barve, nianse, slikarska dela pa so imela vse večji odmev. Nekoč je dejala: "Veliko mi pomeni že to, da lahko grem k reki in opazujem pesek. Rada bosa stopim v vodo, ko je mraz, tudi v škornjih. Preprosto se ob vodi sprostim, tam se vsa napetost izgubi." Pri tem ni pozabila na čut za sočloveka in ranljivejše skupine. Od leta 1997 kot prostovoljka vodi delavnice slikanja s peskom za otroke in dijake v šolah ter za osebe s posebnimi potrebami in zavarovance domov upokojencev v različnih krajih v Sloveniji in v zamejstvu. Skozi hrapave peščene površine zna s posebno pozornostjo približati tehniko tudi slepim in slabovidnim. Za povrh je po zaslugi v otroštvu naučene vztrajnosti in trme leta 2012 prišla tudi do strokovne izobrazbe in diplome na zasebni slikarski šoli v Ljubljani. V njenih delih so pisali priznani umetnostni zgodovinarji in likovniki. Sodelovala je na več kot 220 skupinskih razstavah v Sloveniji in tujini, prek 90 jih je izvedla samostojno. Je tudi prejemnica večjih nagrad, tudi plakete Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Občinski svet občine Tolmin ji zato za širjenje prepoznavnosti Baške grape in Slovenije zunaj njenih meja ter za prenos znanja mladim podeljuje plaketo.
No, to ni samo moja plaketa, pa moja diploma, brez mojega moža pa družine tega ne bi bilo. Zato, ker sem pač lih malo zmaknjena in tako sem jo vzela in zato sem lahko to delala in še bom. Seveda zaslužen aplavz. Spoštovano občinstvo, tole je bil torej šopek letošnjih občinskih nagrajencev. Še enkrat iskrene čestitke prav vsakemu posebej. Doprinos vsakega od vas je kot kamenček peska v sliki naše letošnje nagrajenke Stanke Golob. Vsi kamenčki skupaj pa v harmonični zlitosti tvorijo čudovito lepo celoto. In prav zato je z vašo pomočjo Tolminska lepa. Eden njenih najbolj slikovitih kotičkov pa je tudi Baška grapa, naša grapa, kot je navdušeno vzkliknil igralec v filmu Na svoji zemlji. Njen glas nocoj tu na planoti odzvanja v pesmi vokalne skupine Flance. Da je letošnje leto v vseh ozirih posebno in nepozabno, se brško ne strinjamo vsi. Poseglo je v tiste sfere naših življenj, ki so se prej zdela nedotakljiva. Najprej spomladi v svobodo gibanja, pozneje s postavljanjem pravil v svobodo izbire, na koncu koncev tudi v svobodo gojenja prijateljskih vezi, saj v času epidemije nismo mogli obiskati najbližjih, kaj šele prijateljev. A v občini Tolmin smo vseeno veseli, da smo med epidemijo zadržali tisto, kar je najbolj pomembno – zdravje, za kar ste zagotovo najbolj zaslužni prav občani, ki ste pazili in se držali napotkov zdravstvene stroke v času, ko nihče še ni vedel, kakšne vrste virus se širi. Nismo zaman prejemniki priznanja za občino zdravja, ki nam ga je tik pred epidemijo podelil Nacionalni inštitut za javno zdravje.
Pa vseeno bi se želeli zahvaliti vsem, ki so med epidemijo z delom ali materialnimi prispevki pomagali, da je delo občinskega štaba civilne zaščite teklo nemoteno in ki so s prispevki pomagali oskrbeti tudi najbolj ogrožene skupine prebivalstva. Na oder zato še enkrat vabim župana občine Tolmin, Uroša Brežana, ki bo podelil zahvale. Občina Tolmin se najprej iskreno zahvaljuje tolminskemu območnemu Karitas. Prosim, da se nam pridružite tukaj na odru. Občina Tolmin se zahvaljuje tudi podjetju Atom. Prosim, da se nam pridružite. Zahvala gre tudi Združenju skavtov iz Tolmina. In podjetju TKK Srpenica. Občina Tolmin se iskreno zahvaljuje tudi Lovski zvezi Gornjega Posočja. Vzgojiteljem vrtca iz Tolmina. Centru za socialno delo iz Tolmina. In območnemu združenju Rdečega križa. Ob tem pa se občina Tolmin zahvaljuje tudi Društvu prijateljev mladine iz Tolmina, podjetjema Trgo ABC in Štrukelj Mit, občini Ajdovščina ter klubu tolminskih študentov. Za vse skupaj en aplavz. Spoštovani gostje, občutek, da družba dela in ustvarja, je lahko spodbuda novim poskusom in novim ljudem. Upam, da vas je nocojšnji večer navdal z občutkom polnosti in vas pripravil za nove izzive. Kajti za nas ljudi ni lepšega, kot da odkrijemo in počnemo tisto, kar nas veseli in ob čemer nam lahko zaigra srce. Hvala vam za nocojšnji obisk in vabljeni še, da se v prijetnem druženju snidemo pred glavnim vhodom v dvorano. Ne pozabimo seveda na pravila ustrezne medosebne razdalje, ostanite dobre volje in seveda negativni, v smislu COVID diagnoz seveda. Glede življenjske naravnanosti pa nadvse pozitivni, vse do tedaj, ko se prihodnje leto, konec meseca maja, ponovno sestanemo. Srečno in lahko noč!